Danes na Kokaljevih dnevih govorimo o pljučni hipertenziji. To je stanje z zvišanim tlakom v pljučni cirkulaciji in se lahko pojavlja pri zelo različnih stanjih. Vedno je povezano s slabo prognozo, še posebej, če je bolezen odkrita prepozno. Za razumevanje zdravljenja pljučne hipertenzije moramo poznati vse te razloge, zaradi katerih bolezen nastaja. Na prvem mestu je najpogostejša pljučna hipertenzija pri levostranski prizadetosti srca. Takrat zdravimo samo osnovno bolezen. Pljučna hipertenzija v povezavi z pljučnimi boleznimi je zdravljenje samo podporno in zdravljenje osnovne bolezni. Kadar pa pljučna hipertenzija nastane zaradi sistemskih bolezni veziva, zaradi jetrne prizadetosti, ob okužbi s HIV-om, pri kongenitalnih srčnih hibah, še posebej pa takrat, kadar je idiopatska, to pomeni, da ni jasnega razloga za njo, je zelo pomembno bolezen zgodaj prepoznati in jo ustrezno zdraviti s specifičnimi zdravili. Sicer je prognoza zelo slaba in nezdravljeni bolniki so pred dobo specifičnih zdravil umrli v 50% v prvih 3 letih. Druga pomembna pljučna hipertenzija ob kroničnih pljučnih tromboembolizmih, ki so sicer redki in se pojavljajo po akutni pljučni emboliji, včasih pa celo ne, da bi bolnik predtem prebolel pljučno embolijo, pa je imel določene dejavnike tveganja v preteklosti zanjo, specifična zdravila prav tako pridejo v upoštev, vendar šele potem, ko presodimo in z diagnostiko ugotovimo, da ti strdki, ki so se organizirali v pljučnih arterijah, niso operabilni. Z operacijo, pljučno endarterektomijo, namreč lahko bolnika ozdravimo, specifična zdravila niso potrebna in potem potrebuje samo dobro antikoagulacijsko zdravljenje. Kadar operacija ni možna, pa je v zadnjih 5 letih na voljo še dodaten poseg, balonska dilatacija, s katero podobno kot pri koronarografiji razširimo pljučne arterije. Oba posega, pljučno endarterektomijo in te balonske dilatacije, delajo samo v nekaterih centrih, posebej za to usposobljenih v svetu. Za slovenske bolnike zaenkrat te posege opravljajo na Univerzitetni kliniki na Dunaju. Z specifičnimi zdravili in temi posegi lahko zelo pomagamo, včasih pa vse zdravljenje odpove, takrat pride v upoštev tudi transplantacija pljuč, izjemoma pljuč in srca, pri bolnikih z levostransko prizadetostjo srca pa samo srca.